oziroma Planica je vsekakor znana po največjem dogodku v finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih konec marca. Jure, vsekakor pa to ni edini razlog, zaradi česar obiskati Planico. Ja, lep pozdrav. Nordijski center Planica počasi zaključuje drugo leto obratovanja v celoti. Lahko rečemo, da smo s tem, kar nudimo, zadovoljni, seveda pa brez novosti ne gre in tudi v Nordijskem centru Planica smo kar nekaj stvari naredili. Na novo v celoti smo prenovali objekt Kavko, jaz smo sicer eno slikco, pa nekaj imamo tega namonska, da bom to bolj pokazal. Ampak, nekaj na mizi je da, sem razočalen. V glavnem, objekt Kavka, to je ta objekt samem vznožju, to je objekt v vznožju letalnice, od objekta je praktično ostala samo lupina, vse ostalo je prenovljeno in skupaj s Hitler Alpinejo bomo v tem oziroma že v tem objektu izvajamo gostinsko dejavnost, tako da tudi na tem delu Nordijski center pridobiva na kakovosti. Veliko je bilo narejenega tudi v samem hotelu Dom Planica, ki je dobro leto v našem upravljanju. Prej je bil to center šolskih in obšolskih dejavnosti. Seveda pa prav zaradi tega, ker imamo zdaj tudi hotel, se številne reprezentance odločajo za treninge, za celovite ponudbe za treninge v Nordijskem centru, ampak Nordijski center sam po sebi, kot se je pokazalo v teh 2 letih, samo delno živi na račun tekmovalcev, oziroma je to samo del njihove, naše ponudbe. Pomemben delež predstavlja turistični obisk in tudi tukaj se trudimo, da bi naredili čim več novosti. Zipline bo obratoval praktično oziroma spust po Jeklenici do konca februarja. To je eden bolj atraktivnih spustov, kjer lahko vsakdo doživi tisti neposredni stik z letalnico in pa občutek, kot ga ima letalec ob poletu na po naše še vedno največji letalnici na svetu, čeprav svetovnega rekorda še nimamo. Morda kot taka zanimivost, jutri začnemo skoki na 90 oziroma na HS 102. Skakalnica je danes v finalni pripravi in jutri začnemo s treningi na tej skakalnici. Najbrž pomembna novica predvsem za skakalce, pa seveda tudi za obiskovalce, ki na ta način od blizu vidijo te junake na delu. Prav tako smo začeli z urejanjem tekaške proge. Žal, ta zadnja odjuga nam je naraven sneg pobrala, tako kot povsod po dolinah, ampak začeli smo z izvozom snega iz podzemne garaže. Seveda, tekaška proga v tunelu še vedno obratuje, ampak v naslednjih dneh bomo sneg navozili na zunanjo tekaško progo in mislim, da če nam bojo vremenske razmere to omogočalo, da bomo nekje do začetka naslednjega tedna vsaj delno tekaško progo že uredili. Seveda pa tukaj ne smemo čakati, ker že januarja je svetovni pokal v tekih in proge morajo biti pravočasno pripravljene. Zdaj, ko sem začel s temi dogodki v Planici, niso samo tekmovanja. Planica se je pokazala tudi kot idealna destinacija za organizacijo različnih srečanj, team buildingov, tudi srečanj z več obiskovalci, tako smo gostili dneve slovenskega turizma, pa številna podjetja se odločajo tudi zdaj pred novoletnimi prazniki za obisk Planice, za različne aktivnosti. Temu primerno smo prenovili tudi našo izposovalnico smuči za tek na smučeh in pa seveda, čim bodo razmere omogočale, bomo začeli tudi s šolo teka na smučeh. Če pa gremo na te glavne dogodke, seveda decembra tradicionalno državno prvenstvo na Bloudkovi velikanki pod reflektorji.
Potem pa pestro dogajanje v januarju, predvsem vikend 20. in 21. januar bo za organizatorje vseh dogodkov v Planici kar pomemben zalogaj, tudi logističen, tudi v luči kandidature za svetovno prvenstvo, kajti na isti dan gostimo tako kontinentalni pokal v skokih za dekleta, kot svetovni pokal v tekih za moške in ženske in pa seveda tudi svetovni dan snega, tako da bo v tem januarskem vikendu, to je 20. in 21. januar, Planica resnično polno zasedena in bo tudi vsakemu obiskovalcu omogočala pogled različnih prireditev. Že v začetku februarja kontinentalni pokal v nordijski kombinaciji in pa skokih za moške. Pa mogoče, da omenim še OPA igre mladih 24. in 25. februarja. Seveda ne smemo pozabiti na glavno prireditev v Planici od 22. do 25. marca, finale svetovnega pokala v smučarskih skokih in poletih. In pa morda nova stvar, od 6. do 10. marca bomo gostili svetovno veteransko prvenstvo v skokih. Na svetovnem veteranskem prvenstvu v skokih nastopajo izključno nekdanji skakalci, skoki niso nikoli bili in nikoli ne bodo rekreativna disciplina, ki se je nekdo priuči pri 50-ih, tako kot se lahko pripravi in gre na maraton, ampak v tem tednu, tam od 6. do 10. marca, bomo gostili resnično preko 150 nekdanjih skakalcev in mislim, da bo to zanimiv dogodek, pa tudi popestril bo naše dogajanje. V letošnjem letu smo kar nekaj naporov vložili tudi v samo promocijo Nordijskega centra. Posneli smo z našim legendarnim Makijem nekaj promocijskih filmov. Zdajle pa, da ne bom predolg, da ne bom samo jaz govoril, vam bom pa eno delovno verzijo, če želite, filmčka, ki promovira naš hotel, pokazal. Film je resnično še v izdelavi, ampak mislim, da je pa Makija treba videti. Zdaj pa še filmček, samo zvok je zraven, to imaš. Ja, bomo pomekli. Tole hotelja. Umrano, kaj je snega, to še pada. Čujete v sneg? Zdaj pa kljub hotelu. No, posnetel bo zdaj, ki je ta sneg zapadil. Dobar dan. Dobar dan. Pa marke je tukaj tudi. Evo, mi smo še. Hvala. Šapka, fuzbal, plezalna stena, ripstok, uborine včine. Kaj fante, samo imamo tale. Zdrav, in to? Ja, evropski članski prvak. Ja, tako je. A lahko bo? Ja, ni pa. Ovo je super.
če treba. Roman, dvigni metraža. Čisto vse za vrhunski pevnik. Pogrošnik južno po večerja. Kaj ne? No, mi smo eno tako serijo promocijskih filmov posneli v vseh naših aktivnostih, ugledate se tako na YouTube, ta je še delovna verzija. Skratka, Planica je pripravljena na zimo, predvsem smo zadovoljni, da že jutri začnemo. Upam, da ne bo šlo danes kaj narobe, no, se to pravilno ne bi šlo, ampak jutri začnemo s skoki, kar je tudi osnovna naloga naša, da čim prej pripravimo skakalnice, pa seveda, da čim prej uredimo tudi vsaj krajšo tekaško progo. Če pa kakšno vprašanje, z veseljem.